Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Ko rečemo Idrija, sogovorniki najprej pomislijo na rudnik, žlikrofe ali pa na čipke. V današnji oddaji bomo spregovorili o slednjih, saj je največje društvo klekljaric v Idriji stopilo že v 3. desetletje delovanja. Andreja Uršič, dolgoletna predsednica društva, pozdravljeni in dobrodošli v našem studiu. Pozdravljam in hvala za povabilo. Pred dnevi ste oddali svoje predsedniško mesto naslednici. Kako se sedaj počutite? Sedaj se počutim tako, kot ko sem šla v penzijo, približno. Ker je bilo to kar en zalogaj, kot ene vrste služba in veliko dela je bilo in sedaj se počutim kar razbremenjeno, moram priznati. Vsekakor, v enem od vaših programov sem zasledil načelo, da delujete po 6 vrednotah, in sicer tradicija, družabnost, ustvarjalnost, učenje, natančnost in vztrajnost. Ja, res je. Društvo klekljaric se je že z ustanovitvijo zavezalo k temu, da bo negovalo najprej tradicionalno idrijsko čipko, seveda tudi ustvarjalnost nam ni tuja. Klekljarice se zelo rade družijo, se pravi, da se ob naših srečanjih kleklja, pogovarja in na koncu seveda se imamo lepo. Absolutno si želimo učenja, se pravi najprej obnavljamo znanja že, tradicionalna znanja, tradicionalne tehnike, kot pa si želimo tudi novih znanj. Seveda pri vsem tem našem delu pa brez natančnosti in vztrajnosti ne bi bilo uspeha. Pred 10 leti ste bili kot društvo vpisani v register nesnovne kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo. Dobili ste status društva v javnem interesu. Kaj to pomeni? Ja, to za društvo kar veliko pomeni. Društvo v javnem interesu ima pač večji pomen. Predvsem za naše društvo je pa to pomenilo, da pridemo do res potrebnih sredstev za naše delovanje iz proračuna. To je bil nek štart, a ne, se pravi, da smo prišli do dovolj sredstev, da smo lahko vse naše želje, vse naše programe in projekte tudi udejanjali. Društvo je opisano tudi kot skrbnik dediščine in razglašeno za živo mojstrovino državnega pomena. Klekljanje čipk pa je bilo pred tako 5 leti vpisano tudi na UNESCOV seznam, reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. To so tako kar zveneči naslovi. Ja, res je. Na to smo v društvu kar ponosni. Društvo deluje 20 let, v 21. leto stopate, lansko leto ste obeležili 20-letnico. Ja, res je. Takrat ste dali tudi zelo obsežen katalog. Človek ne bi verjel, koliko razstav in dogodkov ste v teh 20 letih pravzaprav naredili. Ja, res je. Naša članica, pa tudi ustanoviteljica tega društva, Andra Marinko, se je res zavzela in sama s pomočjo seveda tistih, ki smo lahko kakorkoli pomagali, spravila na dan to obsežno publikacijo, res v katerih je, mislim, čez 200 strani, v katerih je navedeno ne vem kakšno število vseh glavnih razstav, samo glavnih razstav društvenih v teh 20 letih. Kaj je bilo pa še vse drugega narejeno, je pa. Mislim, da smo štele vsaj ure dela v teh 20 letih čez 80 000. Čestitke, rdeča nit tega pa so pravzaprav klekljarice, ki pa ne prihajajo samo iz Idrija, ampak tudi širše. Od kod vse? Ja, klekljarice imamo tudi po okoliških krajih. Se pravi, Idrija je največja skupina, potem Spodnja Idrija, Črni Vrh in Dole, trenutno. Število članic? Ja, zadnje število za lansko leto štejemo 92 članic. Redno izvajate tudi programe izpopolnjevanja znanja, sledite načelu vseživljenjskega učenja pravzaprav. Ja, tako je. Vsako leto se že nekaj let s čipkarsko šolo dogovorimo za pomoč, strokovno pomoč njihovih klekljarskih učiteljic.
tako da vsako leto, se pravi, pač ponavljamo nekaj, kar smo morda že znali, pa pozabile, hkrati pa se tudi izpopolnjujemo še v drugih pa novih tehnikah. Je pa zanimivo to, da včasih posežete tudi po drugih materialih. Naprimer, lansko leto ste klekljali z volno domačih ovc. Povejte nam kaj več o tem. Ja, res je. Iskali smo ideje, kaj bi lahko še več iz te naše čipke pokazali. In prišli smo na idejo, da mogoče bi se pa lahko poskusili v klekljanju z debelejšimi prejami. Prav primerno se nam je zdelo, da iz lokalnega območja vzamemo, se pravi, volno, iz lokalno pridelano volno in poskušamo spraviti v čipko tudi volno. Moram reči, da so nastali različni izdelki, zelo zanimivi. Če na kratko naštejem šali, potem razne kot broške, dodatki na obleke, na torbice. Še posebno zanimive pa so bile nekakšne inštalacije iz volne, ki so jih pa delale prav črnovrške klekljarice. Zgodba o čipki oziroma tudi tem posebni vrsti čipke pa se začne s papircem, seveda, oziroma vzorcem, kot se danes papircu pogosteje reče. Tina Koder, Andreja Uršič, Petra Marinko in Andra Marinko so bile avtorice teh papircev. Ja, tako je. V tem projektu. V tem projektu. Število razstav ob 20-letnici ste imeli zelo veliko. Osrednja je bila na gradu, povezali ste se z muzejem. Ja. Kakšno je bilo to sodelovanje? Vzorno. Z eno besedo lahko rečemo vzorno. Res smo si stali eden ob drugem, sodelovali od ideje, potem tudi do izvedbe in razstave, ki je bila potem tudi čez celo leto. Klekljarice smo se odločile, da bomo za okroglo 20-letnico naredile en velik klekljan prt, okrogel prt, ker spet ta krog povezuje naše sodelovanje. In sicer iz 32 kosov je bil sešit prt, ki je na koncu bil premera 1,80 m. In za ta prt je bilo treba približno 2150 ur dela. K temu smo povabile ne samo naše članice iz naših skupin, ampak tudi klekljarice iz Cerknega, ki so se tudi zelo velikodušno odzvale in res na koncu bile vse nekako počaščene, da nam je uspelo narediti en tako veliko čipko, ki smo jo na koncu podarile mestnemu muzeju. Kakšna pa je vrednost tako velikega prta? Ja, za ta prt smo ocenili, da je približno 12.800 evrov ocenjen. Zelo zanimiva je bila tudi vaša razstava z rdečo nitjo Pogledi skozi okno, ki je bila v pritličju magazina in tudi sedaj potuje po Sloveniji. Kaj vas je vodilo pri snovanju te razstave? Ja, zato je pa zaslužna prav idrijska skupina klekljaric. Enkrat je bila pač nek pogovor in so rekli, da bi bilo zanimivo, kaj vsaka klekljarica vidi, ko pogleda skozi svoje okno. In to je bilo nekako vodilo in začeli so risati. Vsaka je pač imela svojo idejo, kaj vidi, in nekatere, tiste, ki znajo tudi kakšen papirc narisati, so pristopile in zrisale papirce in klekljale. Za oblikovanje pa so prosile Carli Jožeta. On pa je res dodal svojo imenitno idejo idrijske hiške, iz kartona narejene hiške kot rudarske hiške, in na ta okna so bile potem ustavljene te čipke. In res ta razstava je bila tudi zelo odmevna, zelo dobro obiskana in taka prisrčna. In zato ima tudi pot potem naprej še po drugih zgodovinskih krajih v Sloveniji. Na tej poti se je pridružil tudi Silvester Bajc z mozaiki. Ja. To zelo zanimivo popestri.
Ja, to je bilo pa bi rekla, v magazinu, a ne, ob tej prvi razstavi v Idriji se je pridružil tudi idrijski umetnik Silvester Bajc z njegovimi mozaiki. Mozaiki. Že takrat so čipkarice napovedale, da v tem letu, v tej zimi, ki je za nami pravzaprav, da se bodo posvečali Gustavu Klimtu. Kaj bo iz te ideje nastalo? Ja, to je pa tudi zanimivo, kako je ta ideja nastala. Čisto spontano je ena izrekla, no, kaj bomo pa naslednjič, a bomo pa Klimta, ne, tako bolj v hecu kot v resnici, ampak potem so začeli to idejo razvijati naprej in res zdaj že intenzivno delajo na tem projektu, ki bo pa letos doživel pač prikaz na razstavi. Na razstavi v preteklem letu ob koncu so bile tudi sklekljane jaslice. Je mogoče ta jaslični motiv tudi sklekljati? Očitno. Ja, seveda. Praktično sklekljati se da vse, samo kako in na kakšen način, da je potem recimo izdelek všečen ali pa da ne izgleda ponesrečeno. Ne? To je v bistvu največji problem pri tem, ampak je treba probati. Ne? Če se proba, potem se vidi, kaj lahko iz klekljena tudi nastane. Seveda, jaslice se da sklekljati in to so dokazale naše črnovrške članice. Po papircih Andreje Rebove so sklekljale te motive za modele, a ne, in to potem tudi razstavile v Vipavskem križu, tako ja. Klekljarice ste tako neka velika družina, pravzaprav, ko pa se povežete na Facebook, vas je pa zelo veliko. Koliko? Ja, se ne vem, lih točno, ampak se mi zdi, da so naše objave dosegle več kot 60,000 oseb. Če se samo ene objave dotaknem, in sicer mislim, da je bila ta za božično-novoletne praznike, smo imeli 3061 sledilcev. Od tega 94,6% žensk, ostalo moških. Sledilci so pa največjih iz Slovenije, seveda, potem Italije, Španije, ZDA, Slovaške, Češke, Francije, Nemčije, Velike Britanije in celo iz Tajvana. Čipkarstvo, to je globalni projekt. Tako je. Ob prvi ideji, ki sem jo imela takrat, ko je bila pandemija, kako naše klekljarice vseeno povezati, čeprav se ne moramo družiti. Sem pomislila, da bi mogoče naredila kakšen čist osnovni papir, samo osnovne konture, potem bi pa naše klekljarice vsaka po svojem znanju in močeh sklekljala pač svojo čipko. Potem so pa s Petro Marinko, ki je vsa ta leta zelo dobro obvladovala našo Facebook stran, prišla na idejo, da to damo na Facebook in da to razširimo širše, a ne, pač vsem, kamor sega Facebook in številnim kleklericam po svetu. In res, neverjetno, že na prvi naš, imenujemo ta projekt Čipkarski kolaž, je bil presenetljiv izid, a ne, uspeh. Kaj je zanimivo pri tem? Da res pustimo vsaki klekljarici možnost, da se izrazi po svoje. Da uporabi svoje tehnike, ki jih obvlada, da uporabi barve, ki ji ležijo, in še to, a ne, da tisto čipko nekam umestijo, v nek dekor, v neko okolje in potem s fotografijo, a ne, nekako zaključijo to akcijo s tem, ko nam pošljajo fotografijo. In ne vem, recimo, če vzamemo povprečno 150 fotografij prejetih, zanimivo, ker ko smo jih gledali, 2 nista si podobni ali pa enaki. A ne, tako bogastvo se lahko naredi iz ene osnove, potem ko vsak da še svoj delež zraven.
To idejo ste razvili pravzaprav v času korona krize, Ja, ko smo bili zaprti, ko Ja. tudi niste imeli rednih srečevanj, tako je. ampak sedaj je projekt kar ostal. Ja, kar in pač se prav javijo, kdaj bo spet naslednja, ne? Čeprav imamo že utečeno, da sta to dva, ne? Božično-novoletni in pa velikonočni. Tako da zdaj je v teku velikonočni in smo že dobili tudi z Tajvana, ne? Ti redno sodelujejo in smo tudi neke stike že z njimi navezali. Tako da je res to, da se širimo tudi po svetu na tak način. Čipkarice se udeležujete tudi tekmovanj, klekljarskih tekmovanj. Kar okoli 200 tekmovalcev je bilo lansko leto na festivalu, večina otrok. Večina otrok, res je. Ampak je tudi tale kategorija odraslih, v katero pač naše kleklarice spadajo. Milena Kalan je zmagala v svoji kategoriji, Tako ste je. ponosni na to? Seveda. Tudi prejšnje leta so naše pač dobivale te glavna prva mesta, tako da, ja. Tudi ko idrijske čipkarice gredo v druge kraje na tekmovanje, imajo zelo dobre rezultate. Če pogledamo tako iz spodnje Idrije v Železnikih, so imele velik uspeh Albina Štucin s 4. mestom, Marica Kosmač z 2. in Mira Guzel s 1. mestom. Tako je. Tudi v Žireh, našem najbližjem kraju, čipkarskem središču, je bila na 1. mestu Marica Kosmač, 3. mesto Anica Uršič, 5. mesto pa ste si delili Marjeta Adam in Mira Guzel. Tako je. Je kaj tega rivalstva še Idrija Žiri? Kaj s tem? Jaz sem se srečevala s predsednico žirovske skupine na teh sestankih slovenske organizacije Svetovnega kongresa OITFA. In med dve so bile čisto lepo v lepih odnosih in tudi z naše strani, odkar sem jaz v društvu, smo se vsako leto udeležile njihovih žirovskih dnevov in tudi me občudovali njihove izdelke. Tako da mislim, da z naše strani ni več kakšnih. Ni slabe volje. Ne, zakaj bi? Čipkarice rade tudi potujete po svetu, seveda v povezavi s čipkami. Tukaj mi piše Split, Pag, Bazovica pri Trstu, Lepoglava, to so pomembna središča. Ja, moram najprej izpostaviti Lepoglavo. Lepoglavo sodelujemo že praktično vsa ta leta in smo s pogodbo tudi to sodelovanje potrdili. In vsako leto se udeležimo njihovega mednarodnega pač dogodka v klekljanju in vedno tisto leto, ko pač naredimo najlepši izdelek ali pa najbolj tak markantno, tega potem tudi peljemo v Lepoglavo na razstavo. Lansko leto ste čipke peljali tudi v Ravne na Koroškem. Tudi. To je pa zdaj ena, kako bi rekla, dobra naveza z Zavodom za turizem, kjer pa sodelujemo v teh povezavah med zgodovinskimi mesti v Sloveniji. In prvo je bila lani peljana razstava v Ravne na Koroškem. Zdaj pa sledijo še druge, oziroma v letošnjem letu so bile tudi že in še sledijo. Tako da tudi kleklarice smo si vedno želeli, da bi naše izdelke videlo čim več ljudi. Veliko ljudi vidi čipke tudi na sejmih. Na sejmu Alpe Adria je klekljala in predstavljala čipke Alenka Toplak. Ja, res je. Ona, potem pa tudi naša članica Martina Hvala, pa kdaj je bila tudi Teodora Klavžar. Nekaj klekljaric je takih, ki z veseljem sodeluje tudi na teh dogodkih. Lansko leto pa ste čipke povezali tudi z Eurovizijo. Joker Out, člani te zasedbe, so na evrovizijskem odru bili oblečeni tako v oblačila z dodatki z idrijsko čipko. Kaj vam je pomenilo to sodelovanje? Ja, zanimivo, res. Nekdo bi rekel, idrijska čipka je bolj za starejše, pa tiste resne, pa ne vem za koga. Ampak ravno s tem smo dokazali, da se da tudi z mladimi, pa recimo tako uspešnimi, kot je skupina Joker Out. Res je, da je njihov oblikovalec ima korenine iz Idrije,
da je poznal idrijsko čipko in znal to povezati. Ne? To je res lepa ideja in lepa gesta, tako da kar nekaj naših članic sodeluje v klekljanju teh pač čipk, ki so potem umeščene v njihove outfite oziroma v njihova oblačila. Bilo je pred leti napeljano tudi sodelovanje z rusko Vologdo, pa je nekje zastalo. Na tem so pa bolj delali čipkarska šola, mislim, da in občina. Se mi zdi, da so šli v Vologdo na njihov kongres ali njihov pač dogodek, potem pa ne vem, kako je to šlo naprej. Morda se še spelje. Seveda. Nikoli ne rečemo, da zadeva ni možno, da se kdaj drugič pojavi in izpelje. Vaše članice že vrsto let sodelujejo tudi z Univerzo v Ljubljani. To gre najbrž za iskanje novih možnosti uporabe sodobne čipke. Ja, zanimivo. Se pravi, čisto nasprotje naši tradicionalni čipki so pa te čisto drugačne, mi po domače rečemo včasih prav odštekane čipke. Ampak veliko kleklaric je takih, ki si želi tudi nekaj drugačnega, nekaj bolj drznega. In študentke in študenti res po njihovih idejah potem se naredi papirc. Zadnje čase je ta vez med fakulteto, med študenti pa kleklaricami prav Maja iz čipkarske šole Svetlik, ki nekako osvetli ali pa razloži, kaj se da sploh sklekljati študentom, in že ona potem malo dodela stvari, da je kleklarcem lažje to sklekljati. In tu pa nastajajo res čist sodobne zadeve, ki so funkcijsko zelo različne. Pa recimo zanimivo, letos se dela velike čipke, ki bojo razstavljene v času festivala v delu Jašek. V Jašku delu, pardon. Tam je pač tako okolje staro, in zgodovinsko ali pa malo zapuščeno, kot scena, potem pa čipka. To so videli iz fakultete, njihova mentorica, pa študenti, veliki izziv, da bi to moglo biti nekaj edinstvenega. Vsekakor, v društvu redno podeljujete tudi nagrade, priznanja za večletno sodelovanje vsem članicam. Imate pa tudi dve prav zanimivi nagradi, in sicer priznanje varuhinja idrijske čipke, ki sta jo prejeli Franska Ogrič in Mira Guzelj. Kako si prislužiš tako nagrado? Ja, z dolgoletnim delom. Se pravi, Franska Ogrič je naša najstarejša klekljarica, ki je celo življenje klekljala in še kleklja. Zato in z črnovrškega je ona področja. Mira Guzelj pa jo veliko ljudi opozna, kako je res predana klekljanju in čipki in tudi se udeležuje vseh kako bi rekla, zadev pa dogodkov, ki so povezani s klekljanjem, in s tem širi tudi kulturo klekljanja. Nekaj posebnega je tudi priznanje Drage Urbas. Pred 5 leti jo je dobila Andra Marinko, lansko leto so jo podelili vam. Zakaj? Ja, to je pa posebna nagrada za večletno funkcionarsko delo. Če rečemo prej, varuhinja je povezana predvsem s klekljanjem, to je pa pač povezano s funkcionarskim delom in širjenjem klekljarske kulture in predstavljanjem tudi društva navzven. Povejva za mlajše gledalce, da je bila Draga Urbas ugledna ravnateljica na gimnaziji in v poznejših letih tudi predsednica društva. Tudi članica našega društva, in ko sem jaz pred 10 leti stopila v to društvo, sva takoj navezali stik in se veliko pogovarjali. Mislim, da so ti najini pogovori ob kavi nepozabni. Ona je bila živa enciklopedija vsega znanja okrog klekljanja. Tako da z lepim spominom na njo smo tudi v društvu pač si
zamislili, da bi največjo nagrado prav po njej poimenovali. Seveda zato smo sina njenega prosili za dovoljenje in seveda je bil za, tudi z veseljem, da se njeno ime ohranja, pa malo poveličuje tudi kdaj ob takih prilikah. Vaše društvo je vpeto tudi v kraj, v projekte na občinski ravni. Kaj o delovanju vašega društva menijo na občini, na Zavodu za turizem in v čipkarski šoli, pa si poglejmo v naslednjem prispevku. Menim, da zadnjih 10 let aktivnosti društva Klekljaric Idrijske čipke po moji oceni že presegajo ljubiteljski nivo delovanja društev. Vsekakor je društvo v javnem interesu in mislim, da je to tudi, da status tudi uspešno upravičujejo. V društvu Klekljaric Idrijske čipke stalno skrbijo za usposabljanje klekljaric, da napredujejo v klekljarskem znanju, da se izpopolnjujejo, spodbujajo jih, da pridobivajo dovoljenja za uporabo geografske označbe Idrijske čipke, spodbujajo jih k inovativnosti, povezovanju s sorodnimi društvi in tako doma kot po svetu, tudi pri tem so zelo uspešne. Aktivno sodelujejo pri aktivnostih povezovanja občine Idrija z Naravoslovno-tehniško fakulteto v Ljubljani. Nenazadnje vse njihove rezultate lahko redno letno spremljamo na festivalih Idrijske čipke. Predvsem pa sama opažam tudi, da se delovanje društva močno pozna v pozitivnem smislu na kakovosti Idrijske čipke, ki je v Idriji v ponudbi. Ja, društvo Klekljaric Idrijske čipke zagotovo predstavlja enega pomembnih akterjev na področju klekljanja Idrijske čipke, ne samo v Idriji, tudi širše, ker pač z svojim znanjem, ki ga imajo te članice, pač pomembno prispeva ne samo k ohranjanju dediščine, ampak tudi k razvoju in novim inovativnim pristopom. In dejansko brez teh žensk, ki so tam in imajo izjemne izkušnje, ne bi mogli delati teh novih inovativnih projektov, ker so pač vpletene vse iz področja, ki ga mi pokrivamo na zavodu, sodelujemo z njimi na vseh teh sferah za promocijo Idrijske čipke, no, in jaz mislim, da je zelo pomembno, da imamo to društvo in da spodbujamo vpis in k članstvu v društvu in da nekako ohranjamo to našo identiteto, ki jo društvo v Idriji zagotovo tudi nosi. No. Dobro delujoče društvo Klekljaric Idrijske čipke je zelo pomembno, zaradi tega, ker klekljarice iz tega društva so praktično srž tistih, ki, bomo rekli, nadaljujejo to tradicijo klekljenja Idrijske čipke. Moram reči, da jim čestitam ob tem 20. jubileju te organiziranosti in predvsem jim želim, da bodo tako vestno in tako dobro delovali tudi vnaprej. Dobre želje za naprej je povedal torej župan Tomaž Vencelj. Kako sprejemate te ocene? Ja, z zadovoljstvom, seveda. Kdo ne bi rad slišal pozitivne odzive. Seveda je pa res, da je to naše sodelovanje bilo obojestransko. Recimo, kot predsednica društva sem stalno sodelovala pri strokovnem odboru za festival Idrijske čipke in moram reči, da smo zmeraj tam nekako najdli skupen jezik, in iz tega je potem tudi zmeraj nastalo nekaj dobrega. Poveva še nekaj o denarju. V lanskem letu ste porabili okrog 32.000 evrov. Največ teh sredstev ste dobili pravzaprav iz občine, iz občinskega proračuna, približno polovico, po 2/4 pa na razpisih na ministrstvih za šolstvo in za kulturo. Je to dovolj denarja? Ja, ker mi iz planov izhajamo. Ko vidimo plan, potem tudi postavimo finančne prioritete. Kar se da, je zelo dobrodošlo, da dobimo sredstva tudi iz posameznih razpisov. Zdaj, to je res, te razpise voditi ni enostavno.
Do sedaj jih je naša članica Andra Marinko zelo uspešno, a ne, na vse, kar smo prijavili, smo tudi bili uspešno, pač dobili uspešen zaključek, a ne, in sredstva. Zdaj je pa, moram tudi pohvaliti, pa Zavod za turizem prevzel to nalogo in je zadnji razpis Zavod za turizem prijavil v imenu društva in ravno kar smo izvedeli, da smo tudi na tem razpisu bili uspešni. To nam veliko pomeni. Če teh sredstev ni, potem bi bil naš plan zelo okrnjen in bi pač ne vem, kaj bi delali, a ne? Ker smo navajeni veliko delati. Pred dnevi ste končali svoj 9-letni mandat, 2 redna mandata in še nekaj čez. S kakšnim občutkom ste predali mesto predsednice novi predsednici in kdo je to? Ja, nova predsednica je prav tista, od katere sem pred toliki leti prevzela predsedovanje. To je nekako usoda hotela, se pravi Dorica Gnezda je bila tista in je tudi sedaj ta, ki bo prevzela za mano predsedovanje društvu. S kakšnimi občutki? Mešanimi. V tem obdobju je bilo vsega, lepega in manj lepega. Pri toliko članicah, kjer vemo, da ima vsaka svoje ideje, vsaka svoje želje, potem na drugi strani, kako so, bi rekla, kar rigorozni predpisi, a ne, o delovanju društva in kar spada zraven, a ne, pa še. Seveda imamo temelje našega delovanja v našem statutu, a ne. Zdaj, biti pameten pa med temi željami in možnostmi prekrmariti je bilo včasih kar težko. Ampak, ker je bilo vedno za mano nekaj tistih, ki so me podpirale, ki so videle potencial v naših aktivnostih in delu, potem je bilo vedno lažje. Najbrž pa ostajate članica društva. A ja, to pa ja. Se prav na eni skupini se rekla, no, zdaj bom pa prišla drugič, sam še z bulo pa s klekli. Boste imeli nekoliko več časa tudi za klekljanje? Ja, kar si zelo želim. Andreja Uršič, jaz vam čestitam za teh 9 let predsedovanja, za vse dobro, kar ste naredili za idrijsko čipko. Hvala vam za obisk v našem studiu in hvala za ta pogovor. Hvala tudi vam za povabilo. Vam, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci, pa seveda hvala za pozornost in seveda srečno.